Mariboru na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Zakaj ste združili ta dva poklica, ti dve diplomi, ta dva študija? Želela sem si dokončati že začeto pred Bolonjo in tudi iz praktičnih razlogov. Jaz sem danes tudi učiteljica in prej sta šli mimo dve moji učenki in sta mi pomahali, sta se usedli, ampak oni nimajo potrpljenja, da bi počakali na mojo besedo. Zakaj sem, to se mi je zdelo nekaj najbolj samoumevnega, da končam, da zaključim, čeprav moram reči, da po drugi diplomi sem bila že sita študija. In to, da učim danes pubertetnike, mi veliko, od 11 do 14 let, mi veliko pomaga prav, oni so zame življenje, oni so zame portret naše družbe, oni predstavljajo tako optimizem do življenja, namreč oni mi pokažejo, mi povedo, da je vse še pred njimi in hkrati mi pokažejo, kakšno je stanje naše družbe. Potem je pričakovati, da bo padla še kakšna pravljica. Pa bo? Oto, kaj pa tvoji postpubertetniki od 18 do pa nagor? Kakšni so pa, glede na to, da sta vedva pedagoga po kompletni vertikali, sam vrtca še nimate preka, drugo pa vse? No, dejal bi, da so študenti zelo pragmatični, da pravzaprav tega idealizma znotraj ideje umetnosti, ne rečem, da je vse manj, pa vendar ne je manj. Zato je bila tudi vse skozi prisotna ideja, da poleg pedagoške usmeritve ponudimo v Mariboru, Univerzi v Mariboru, tudi prvi in edini umetniški program, torej na akademiji, in zdi se mi še vedno zelo pomembno razmišljati o prihodnosti, o akademiji in o programih, ki bi seveda pokrivali področje umetnosti. Verjamem, da so tukaj ljudje, ki jih to zanima, da imamo možnost, da ti drugi iz drugih okolij, torej iz tujine, prihajajo tudi k nam in da na nek način vse skozi, ne samo v leto EPK, vitalno delujemo na področju umetnosti. Res pa je, da se neka splošna moralna kriza kaže in tudi res je, da biti umetnik pred 15 leti je bilo čisto nekaj drugega kot danes. In mislim, da je tudi mogoče prav, da o tem kaj spregovorimo, ker mislim, da se večkrat umetnost kaže tudi v zelo izurejeni obliki. Pravzaprav brez neke kontinuitete veliko ljudi nastopa, kar čez noč postanejo umetniki, delajo močno politično, delajo močno oglaševalsko, delajo močno za zaledjem kapitala in potem mi mislimo, da je to resnica. In jaz mislim, da bo čas prinesel marsikaj in še enkrat, zato verjamem v kritičnost, verjamem v strokovnost ljudi, ki jih ni mogoče kar tako na 15, kot bi temu lahko rekli, in v resnici smo to kritično maso vseh tih kritik, ki so nastajale, ki so bile objavljene v katalogih. Mi smo mislili, da je to nepotrebno, zakaj se to izdaja, kdo bo vse to bral, ampak vendarle je to sito, ki prepušča nekaj, kar je vredno in nekaj izloči. Res pa je, pozdravljam odprtost, pozdravljam to, da lahko tudi brez akademije smo umetniki, ampak na koncu mora biti vsebina in za to vsebino mora biti opus in za to opusom mora biti človek. Ne samo neka čez noč pridobljena ideja, ki je tako ali drugače zanimiva za publiko ali celo za kapital in pravzaprav se potem lansira. In v tem vidim tudi velik problem tega, kot bi jaz temu rekel. Torej,
ko postane gledalec in publika, ko postanejo vladarji in tisti, ki dirigirajo, kakšna naj bo umetnost, takrat umetnosti več ni. Torej, takrat je samo še popularnost in pravzaprav smo stran od vsebine, ki je povezana z umetnostjo. Zato tudi jaz kot oseba, ki verjame v umetnost, dokaj kritično gledam na EPK. Ker pravzaprav iščem umetniške vsebine, iščem, kje bodo dogodki takšni, da bojo me prepričali, da bom tam lahko nekaj za svojo občudljivostjo storil. Medtem kot še enkrat, večkrat se zgodi, da gre samo za pravzaprav bolj formalne dogodke, ki pravzaprav večkrat resnično zamegljujejo idejo umetnosti. Absolutno se bomo vrnili k temu, ampak zakaj oba mislita, da se je pri ideji o umetniški akademiji veliko govorilo o nezaposljivosti bodočih eventualnih diplomantov umetnosti, noro pa opisujejo, popolnoma noro in čisto bolno že, kakšna števila silna so že to na pravne fakultete, recimo na ekonomske fakultete, ki so tisoče, to grejo nezaposleni in nezaposljivi in nikoli verjetno ne bodo mogli biti zaposleni pri tej masi, ne samo diplomantov prava, ampak tudi pravnih fakultet v Sloveniji. Zakaj pa se pri umetnosti takoj zataknilo, še preden ste rekli A? Predvsem mislim, da naša država pravzaprav nikoli ni čisto dobro poskrbela za vse tiste, ki so diplomirali. Bodimo, če smo fair, moramo to reči. V resnici mi na univerzi pravzaprav že vsako leto štejemo, koliko je vpisanih, koliko je diplomirano, ampak o tem, kje so ti ljudje zaposleni, ne vemo pravzaprav nič. Nemci pa recimo vejo, ne? Nemci pa tudi zelo sledijo, točno vejo, katera delovna mesta so na voljo in tudi obveščajo o tem. Torej vsak bi se lahko vpisal na tisto področje, recimo, če želiš biti mizar, je jasno, da dobiš službo takoj, ko končaš in da bo tvoja plača takšna in takšna. Če hočeš biti filozof, boš čakal 3 leta, ampak ve se, koliko boš čakal in ti se odloči. Tukaj pri nas ne vemo tega. Isto še to, akademija bi delovala v smislu ustvarjalcev, ki so doma v Evropi. Mi nismo lokalna zadeva, akademija ni vezana na Maribor, na to, ali so ti ljudje tu zaposljivi. Isto tudi ta ideja, biti umetnik, ki joka, ki želi od države pridobiti denar, tega več ni. Se strinjam. Torej, naši diplomanti ne bi bili umetniki, ki bi izčrpavali državo, ampak bi bili tisti, ki so kreativni in sposobni svoje ideje uveljaviti kjerkoli v Evropi in na tem svetu. To je bil naš namen. Torej, še enkrat, če država sploh ne ve, kje se naj ljudje zaposlijo, torej nima nobene evidence, zakaj bi nam pravzaprav že na prvem koraku kričali o tem, da pravzaprav umetnikov ni kam zadati in tako naprej. Torej, jaz mislim, da so te stvari pravzaprav neopravičene in nobena resna študija ne kaže na to. Jaz menim, da zaposljivost ne sme biti prvi kriterij za nek študij, da je najpomembneje, da ima človek, študent, priložnost, da napreduje, da se formira, da pridobi neko samostojnost. Imaš ti mogoče idejo, kako bi v Mariboru čim prej ustanovili Akademijo za likovno umetnost? Recimo, je to zdaj rešitelj novi rektor ali bi se poslužil ene zamisli, da bi hodil gor pa dol po Gosposki in bi tulil hočemo akademijo? No, če sem čisto racionalen, je stvar zelo preprosta. Vsi pogoji strani vsebine, zdaj sem govoril o vsebini, torej naj bi naš diplomant bil nekdo, ki je lahko konkurenčen kjerkoli v Evropi.
To pomeni, ni razloga, da bi ga tukaj dali na zavod za poslovanje in iskali za njega denar. Poleg tega je to zelo majhno število študentov. Poglejmo, koliko teh ljudi na drugih področjih. No, pa pustimo to. Glavno, na kratko, zdi se mi, za nastanek akademije potrebujemo program, ki ga imamo, več programov, ki jih imamo, torej gre za 3 področja, za vse skozi. Mi se nikoli nismo kot likovniki obnašali egoistično. Stalno smo razmišljali, da treba Mariboru ponuditi akademijo, v kateri bodo vsi tisti, ki zmorejo pripraviti program za kakršnokoli umetniško zvrst, tudi v prihodnje. Recimo, mi razmišljali smo o prizoritveni umetnosti in seveda takoj smo spoznali lutkovno gledališče kot zelo pomembni partner. Ja? Takoj. Čeprav nismo razmišljali o tej usmeritvi nekoč, zdaj smo takoj razmišljali. Potem smo razmišljali o glasbi in likovnem delu. Naprimer, če se bi čez 2 leti pokazala potreba po baletu, ključni balet, ker gre za akademijo za umetnosti. Torej, programi so napisani, profesorski kader je, saj imamo več desetletno tradicijo na Univerzi v Mariboru, torej profesorjev, ki morajo biti habilitirani in so habilitirani za področje umetnosti, ki lahko takoj prevzamejo poslanstvo profesorjev na teh akademijah, na tej akademiji, in potem nimamo pa prostorov, nimamo denarja. Torej, univerza na idejni ravni, novo vodstvo na idejni ravni seveda podpira vse to. Ne more pa zagotoviti ne prostorov, ne denarja. Mestna občina ne komunicira z univerzo na to vprašanje. Torej, ni pomoči strani mestne občine pri ustanovitvi akademije. Ni tudi strani države, ni pomoči pri ustanovitvi akademije. Torej, v resnici smo sami za neko lepo idejo o akademiji, torej vodstvo Univerze v Mariboru to idejo podpira, vendar v praksi kratko malo ne more zaživeti, ker nimamo ne denarja in ne prostorov. Torej, zato sem prej rekel, da smo še vedno v garaži. Zdaj, če se boš poslovil od prorektorskega mesta, bo položaj še slabši. Bojim se, da slabši ne more biti. Ne boš imel vplivati na dekane, na rektorja. Vsi moji vplivi so na koncu, seveda, torej jaz kot racionalno bitje ugotavljam, da pač, če je univerza toliko, da plove, vseeno smo na Titaniku zdaj, vsi, ne Akademija za umetnost. Potem je jasno, da ne morem celotne ustanove siliti v nekaj, kar bi pravzaprav prineslo še dodatne finančne obremenitve in pravzaprav, da bi zaradi svojega idealizma in nespameti pravzaprav silo v nekaj, kar se ne more roditi zdaj. Verjamem pa, da mogoče pozneje. In recimo verjamem tudi to, da nisem jaz edini človek, ki bi ta voz vlekel naprej. In verjamem tudi to, da se drugih področji, recimo resornih področji na rektoratu, seveda precej bolj suvereno in smelo bojujejo za svoje resorje kot jaz. Jaz nimam, kot sem rekel, marsikatere izkušnje, nimam si pač umetnik. To je res, da agresiven človek nisi, si pa vedno bil kritični duh, recimo v bendu Lačni Franc, pa mogoče pozneje tudi v skupini Mi je vel iz tistega okolja, ker si bil nek kritični duh. Zdaj me pa zanima neko drugo področje. Milita je just omenila tvoje delovanje v skupini Laibach. Tam sem imel občutek, kolikor sem pač poznal to okolje, da pa tega tvojega kritičnega duha, tega tvojega vpliva ideološkega, umetniškega, pa se ni dalo toliko sproducirati, kot bi se recimo dalo v nekih drugih okoljih. Je to zato, ker si padel bolj ali manj v neznan prostor, ali zato, ker si imel za to skupino neke nove, drugačne ideje?
No, moram poudariti, da sem bil kot član Laibacha pravzaprav najemnik. Ne? Moj status uradni je bil biti najemnik. Jaz sem bil dober kitarist, ki so ga oni potrebovali. In tudi ideološko so konceptualno zastavili oni že vse in pravzaprav ni bilo treba nič več dodajati in pravzaprav ni bilo mogoče nič dodajati. Tudi oni so bili tisti, ki so oddaleč na tistem mišpultu določali, kdo bo šel v eter in kdo ne. In jaz pravzaprav mogoče 2 meseca sploh nisem šel v eter. Zakaj? Zato, ker so preverjali. Ne? In tudi jasno je, kdo je bil tam osrednja figura, to je bil stroj. Jaz nisem stroj. In tudi univerza je stroj. Mogoče toliko na to temo. In tudi nisem se nikoli domišljal, da bi recimo Laibach kot tak spreminjal. Recimo so bile kar zanimive ideje tudi z moje strani. Torej ena izmed teh zanimivih idej je bila, da naj Laibach začne z ljubezenskimi pesmimi. In mislim, da če bi to naredili, ta obrat, da bi pravzaprav Laibach lahko pridobil neke nove kvalitete, ki jih mogoče kasneje niso. Neko nasprotje samega sebe. Recimo, no, in tudi pristopi. No, torej, jaz sem tudi zelo, oni so pravzaprav naredili eno veliko napako. Oni so zaradi tega, ker so idejno vodili ansambl, razmišljali, da so oni kreatorji ideje. Niso vedeli, da pravzaprav kreator ideje na odru je glasbenik. In ga ne moreš kastrirati. On je tam in on je tisti, ki bo naredil kontakt z ljudmi. Potem je onem ukazal in oni so pravzaprav, torej takrat, ko je nekdo postal dovolj suveren v njihovem izrazu, bi ga morali uporabiti kot kreatorja. Oni so pa meni ponujali štipendijo. Pa naj vodim vse kitariste in pravzaprav ne igram več, torej odzeli so mi dušo, zato da bi jaz vodil tam neke kitariste in da bomo naredili mega kitaristični ansambl. Torej, moja ideja ni bila vladati, temveč igrati. In ko sem videl, da tukaj pravzaprav ne razumejo te poante, so pravzaprav zaradi tega samoljubja, zaradi tega, ker niso prepustili svojim glasbenikom nadaljevati njihovo idejo, so po mojem zašli kar precejšno krizo. Podobno mnenje je imel tudi Nikola Sekulovič, basist. On je tudi poskušal z nekaterimi novotarijami, ampak so ga dosti hitro, ne vem, niso ga odžagali, ampak niso mu dovolili, da bi bil med idejnimi vodji. Pa misliš, zakaj ta band, ta skupina ni dovolila nekih drugih smeri? Recimo ta ljubezenski napoj bi bil genialen, se mi zdi tudi. V tistih časih, po mojem, bi bila dovolj velika osvežitev, da bi opozorila na marsikaj. To je bila ideja. Oni so strok red, ki so konceptualno začrtali zadeve